No. Hvala vam, ker ste vztrajali do konca. Ne. To urico bom posvetil vprašanju obstoja in razlagal, zakaj obstaja slovenski substrat tako daleč v Švici in v Dolomitih. Ne. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni za vprašanje rešitve, odkot prihajajo indoevropske populacije, kje je izvir protoevropskega življa in kako se je vršila pravzaprav revolucija materialne kulture z razvojem kmetijstva, neolitizacijo, pastirstva in ostale materialne kulture z različnimi selitvami. Bodisi iz Male Azije, bodisi iz Evrazijske stepe. To so še vedno odprta vprašanja. Ne. Torej, uganka obstoja substrata nekega slovenskega, protoslovenskega jezika tako daleč v Alpah, ne, daleč od tiste meje, od koder naj bi Slovani prišli v 6. stoletju, je zelo zanimiva, ne samo recimo za zgodovinarje, ampak predvsem za arheologe, za genetike in za paleolingviste. To je tipičen problem, ki je interdisciplinarni, zahteva rešitev z večjih področji, ki konvergentno morda lahko osvetlijo, pa še to je vprašljivo, kajti vse te rešitve bazirajo na dejstvih, na podatkih, ki so pa še vedno redki. Prvi, ki se je temu posvetil, je bil Mario Linei, ki je to predlagal. On je to predlagal pred kakimi več kot 20 leti v okviru svoje teorije paleolitske kontinuitete razvoja indoevropske populacije na naši celini v Evraziji. Ne. On je trdil, da je identiteta Ladincev bila pogojena z vplivi naših prednikov Slovencev preko iz Slovenije v vzhodne Alpe. Ne. Jaz sem samo dodal svoje raziskave v Švici, on se je ukvarjal z Ladinci v Dolomitih, jaz sem to razširil še na retoromane v Švici, kajti to še dalj pomakne to mejo eksistence tega substrata na zahod. Ne. Seveda, to je treba zdaj videti v luči teh teorij poselitev Evrope z indoevropskim življem. Tleh imamo 3 vrste, ne, paleolitsko teorijo kontinuitete, stepsko-kurgansko teoritev migracij iz stepe in pa še prvo, ki jo je Colin Renfrew dal pred 30 leti, še več, to je zdaj več kot 30 leti, širitev poljedelstva iz Male Azije, iz Anatolije. Torej, Mario Linei je bil prvi, ki se je s tem začel ukvarjati, obenem pa seveda ta eksistenca slovenskega substrata v Švici daje prav Boru, Šavlju in Tomažiču. In pa seveda tudi dr. Henrika Tumi, ki je prvi pravzaprav pokazal, da slovenska krajevna imena eksistirajo tako daleč v Alpah. Z teh ljudi so se norčevali naši kvazi znanstveniki, profesor na Adelaidi Zlatko Škrbiš, potem neki Eržen, pa Lisjak Luka Gabrijelčič, Lukšič in še vrsta drugih. Ne. To se pravi, na en pocen način, ne da bi prebrali natančno, kaj so Bor, Šavl in Tomažič pisali in kaj je Tuma pisal, so mu jim naprtili popolnoma neko ideološko nacionalistično navlako, kar ni res. Torej, je naše zadoščenje, da pokažemo, da so bile nekje osnove, na katerih so ti naši prvi venetologi to začeli, upravičene. Torej, vprašanje je seveda sedaj zelo kompleksno. V katerem času zgodovine in prazgodovine se je to prišlo do te poselitve? Ne?
Ali je to prišlo ob koncu antike, ali je to prišlo znatno prej. Ne? In katere teorije migracijske so temu najbližje k tej rešitvi. Zato je pa treba iskati znanstveno utemeljen odgovor. Seveda imamo več variant, ne? Ali je to relikt poznega paleolitika iz mezolitika, ali je to v neolitski revoluciji, ali pa v neolitiku obronasti dobi. Ne? Katera teorija temu najbolj ustreza? Potem, kateri procesi so bili tlele? A je šlo za premike ljudstev, endemic diffusion, to se pravi migracija ljudi, ali je šlo samo za prenos znanja? Linnej misli, da je bilo to predvsem odgovorno prenos znanja. Bom se kasneje na njegovo teorijo bolj podrobno lotil. Katera družba je bila bolj napredna, oziroma ali napredna družba lahko preselila svoje znanje naprej v družbo, ki je bila v bistvu še zastarela. Družba lovcev nabiralcev je bila seveda manj napredna od družbe novih kmetovalcev in pastirjev. Kaj nam pa lahko pove genetika? Ali nam genetika lahko kaj pove in pomaga? Danes je genetika, posebno arheogenetika, napredovala, lahko zasledujejo sorodstvene vezi iz okosti, ki so lahko stare več 10.000 let, celo 100.000 let, lahko celo ugotovijo avtosomalne podrobnosti, krvno skupino, gene za barvo las, oči, ali pa seveda tudi, ali so bile sorodstvene vezi povzročene predvsem izključno po moških, ali pa da sta obe moške in ženske veja pripomogle k prenosu določenih genov. Torej, kaj nam naše stališče oziroma naši dokazi o obstoju slovenskega substrata povejo o razvoju indoevropskih jezikov, kako se v tem to spada, kako se to sklada z sliko, ki jo nam dajajo teorije o razvoju in evoluciji indoevropskih jezikov od Evrazije, od Sredozemlja, Balkana, v Srednje Alpe, na zahod in zahod kontinenta. In še nekaj. Ne. Dodatni viri so pomembni. Kulturna arheologija, običaji, verjevanja, miti, legende, kar smo danes videli. Danes smo lahko slišali marsikakšno stvar, ki je v prid kontinuiteti, potem pa, kaj pomeni paleoklimatologija, paleobotanika in pa nekaj novega. Analiza stare DNA domačih živali. Ne? Kajti, če so se pastirji selili, so s sabo prinesli tudi živali. Vi ne morete širiti pastirstvo brez živali. Razen, če si ti neko žival domačil, neodvisno od kraja, kjer je bila prvotno domačena. In tudi to so odprta vprašanja. Prosim? Kaj? Da se pravim, to je še širitev. Ne? To je zdaj gremo naprej, počakaj Erik, boš pol govoril na koncu. Prvi, ki se je iz tega področja lotil, je bil Henrik Tuma, ki je v imenoslovju in v parih člankih pokazal na obstoj teh imen v Dolomitih in tudi delno v Švici. Recimo, ne, to je Janez pokazal, ne, obredno mesto Peč, ne, na Peči, Šlirn in pa v Zajezeri, tudi Mandre, Pic Mandre, Mandra je Mandrač, je ograjen prostor, v katerem je bila živina. Sveda, torej, obstoje pa tudi v leksiki dokazi o obstoju substrata slovenskega jezika v dialektih Ritoromanov in Ladincev. Ne. Torej, sveda, če se tega lotimo, moramo pravzaprav se lotiti interdisciplinarno. Jaz sam nisem niti jezikoslovec, nisem niti genetik, niti arheolog. Samo Goethe je bil zadnji, bi rekel, univerzalni znanstvenik. Poskušal bom pokazati na neke ključne, grobe rezultate različnih panog, ki kažejo lahko, kako je prišlo do obstoja slovenskega substrata tako daleč na zahodu. Pardon. Torej, besede, najprej se bom lotil, da bom ponovil, kaj pomeni obstoj slovenskega substrata.
kako je to pravzaprav nek važen, ampak zelo, bi rekel, poveden dokument, ki dokazuje, da je ta obstoj resnično protoslovenski. Imamo besede iz kmetijstva, pašništva, od izdelkov, iz življenjskih opravil, sorodstvenih vezi, izločkih v rastlinah, o geomorfologiji. Najbolj močni so pa slovenska krajevna imena v Dolomitih in Švici. In pa seveda tudi legende, običaji, kot smo videli, danes pripravlja Janeza, običaji ob gonjenju živine na pašo, spomladi ali pa tako naprej, pa drugi običaji, oblačila, častenje različnih svetnikov in tako naprej. Torej, tle sem sam pokazal, kdo so bili prvi, ki so to obdali, to je Henrik Tuma v svojih 3 delih, potem pa Alinej in Benoco. Najbolj si to ogledate v njegovi stalni, bi rekel, objavah na spletni strani, ki jo stalno obnavlja, in pa seveda potem tudi naša prejšnja dela, o katerih smo že tudi objavljali, recimo v zborniku za Henriko Tumo. Poglejmo, ponovimo, kaj smo odkrili glede krajevnih imen. Krajevna imena so zelo stara. Ljudje, dali so jim prvotni prebivalci in so se ohranila, tudi če se je prebivalstvo zamenjalo ali pa spreminjalo. In se počasi spreminjajo. Tudi ljudje že pozabijo, zakaj se karkoli imenuje. Torej, nekatera imena so številna. Predvsem je treba opozoriti na tista imena, ki so res adekvatna imenom v Julijskih Alpah ali pa drugod v Sloveniji in ne samo v Sloveniji. Tudi drugod po Balkanu. Gre za enek enoten imenski prostor, ki sega od srednje Evrope daleč doli na jug v Balkan. Potem, ali je številčnost teh imen, je tudi, namreč je številčnost imen pomemben dokaz, ker ne gre za slučajno podobnost. Tretja stvar je ustreznost, ki je semantična. Ime se mora nekje ujemati z geomorfologijo ali pa z rabo tega imena v prostoru. Poglejte si Barja. Vsa Barja v Švici so Barja. Imamo Bistrica, Kauke, Bran, Kosesa. Ta je zelo pomembna. Piše v slovarju Mebecirk, Koseze. Koseza je travnik, ki se kosi. In pri nas so Koseze. In to ni, recimo, izvor imena iz 7. ali pa 10. stoletja. Ta je mnogo starejši. Imate korita. Korita so tudi na mleto, krastača, glina, golo, gočna, gradišč, grebeni, hubli, lepe, ljubje, peč, peči je nebroj, pečna, planice, rašiči, rove, rude, sedli, stoli, streli. Zanimivo, strelica. Strel je v stari angleščini sinonim za puščico. Šele po 12. stoletju erov pride na mesto strel. Studen, to je tipično slovensko ime, Traca, Ujstrevilerik, ali pa Ujstreberg, to je Ustrica, Uršaj. Potem so vrhi, viši, visi. Čez sestavljena imena, ki so podobna kot pri nas, čez Zaplano, tam na gori, Zavragja, Vrag. Tle gre za etimološko povezavo, vrag je tudi v ruščini. Torej, ne gre samo za slovenski jezik, gre za celotni protoslovanski substrat. Imena teonimov, Belin 8-krat, skupaj s Srne, z Devinov je 31 v Švici, Vidos, Veleš, Zavragja, Veleš. To je staroslovanski bog. Tudi Triglav je v obliki Tremogija. Potem pa imamo južno od nas, jih imamo vrsto, Bjele, Bjala, Brač, Korito, Gradišč, Lonja. Lonja v Švici, pa Lonja v Liki, Potoki, Rude, Visi, Veleši. Torej, Ilirska, sem dal opombo, kajti ilirščino smatrajo nekateri za izumrl indoevropski jezik, ampak najbrž ni izumrl, to je samo nek slovanski dialekt, se razprostanja še daleč na Balkan. Poglejte jih, koliko je Belinov, Bjala, Blate, Kočen, Meden, Guidi potok, Peč, Pečas, Pece, Rašič, Rezja, Alp Rok, Stogi, Studeni, Stene, Suš,
Vendenjoh, Ober, Veleš, Višberg, Čirčel, Čar, Čern, Traca. Ne? To je nedvomno, ta nabor imen je tako številen, tako prepričljiv, da je težko zavreči, da so to, bi rekel, nekje slučajna imena, da je to slučaj. Pardon. Poglejte, koliko je planic. Ne? Glavno so v teh kantonih, ki so blizu Dolomitov, so pa tudi po celi Švici. Belini so tudi v francoski Švici. Plan je, koliko je plan? Luš. Francosko ime, obenem so vsi luši jezera. Ne? Praviloma so jezera, teh je veliko. Sedla so sedla. Ne? Njive. Janez Biček je povedal, da so njive tam, kjer so nekje iskali rudo. In tle je kar precej njiv, ki so razkopane. Če pogledate zračno sliko, vzemite si Google Earth, pa si te kraje pogledajte. Pa boste videli, da ustrezajo geomorfologiji. Poglejte, Ujstre Bilerik, kako je to oster greben. Ne? Ali pa to večkrat ponavljam to sliko, ker se nanuje na Triglav. Tlele so trije 3000-čaki, tremogi, ne? Čez 3000 so, ne? In potem je en vrh, ki se imenuje Malenko, ne? Mogi mogočen, Mogecius, ne? Mogecius je bil galokeltski bog, mogočni bog. Tremogi, trije mogočni. Tle bom šel po vzoru na sorodnost galokeltskega jezika za slovenščino. Bom pokazal pol nekatere primere. Potem imate tlele Šeršen, ne? Tlele je Korvač, Pic led. Švicarski teologi pravijo, da je to led iz light, da je to pic bolečine. Ampak pri nas ne poznam nobeno goro, ki bi bila na vrh bolečine. Ne, tega ni. To je led, ker je zraven ledenik. In še naprej je tlele Morterač in Pic Mandre. Torej, teh imen je zelo veliko, so tipično slovenskim korenom fonetično podobna, ne? Semantičnost je ustrezna in to se pravi, imena kažejo na resnični slovenski substrakt. Tudi izven tega retromanskega področja našemo ta imena, predvsem v kantonu Ticino. Ticino je zakladnik slovenskih imen, pa v Valisu, pa tudi v severni ostali, ne vedemo pa v Nemčiji, kar je Četuma, pa tudi Janez Bizjak upozoril. Posebno so pa zanimiva imena Vent, Venet, Vendiš, ki kazujejo na razširjenost etnonima in etnije. Ne. Torej, če bi podobno raziskavo naredili za širše območje, severna Italija, bi lahko to dopolnili in to je naredil gospod Ambrožič, ne, ki je v svojih 3 knjigah precej razlagal imen v Franciji. Torej, slovenski imenski substrat je precej starejši od časa okupacije, romanizacije iz Rima, iz 15. leta pred Kristusom in je tudi starejši od vdorov Galokeltov pred 2600 leti. Ne. Torej, imena starosvetskih božanstv, Belin, Devin, Vid, Vidos, Vedež, Zavragija, pa kažejo na res pradavnost teh imen in pradavnost teh božanstv. Zdaj pa tudi v besediščih, v leksiki najdemo te imena, ki niso posledica abstraktnega vpliva iz Pustriške doline ali pa iz Tirolske, ne, ker je samo do Pustriške doline največ Dobrinarja naj bi prišel val Slovanov v 6. stoletju. Ne. In to so spoznali, ne, tudi nekateri tuji znanstveniki. En najbolj zanimivih je tale Anreiter, ki je profesor na Univerzi v Innsbrucku v svoji knjigi, ne, Die vorrömischen Namen Pannoniens, ki je rekel, da so vzhodne Alpe bile poseljene z enim indoevropskim ljudstvom, ki pa niso bili Kelti. Kaj pa so bili potem? Če bi napisal, da so bili Germani, bi to napisal. Da so bili Italijani, bi tudi to povedal. Torej, oni so bili najbolj Veneti ali pa Retici. To se pravi, Retici, Veneti so bili potomci
neke veje, protoslovanske veje, in to je tudi povedal akademik Orešnik, zdaj bo že 6-7 let na predavanju Društva klasikov, ki je rekel, venečščina je slovenščini podoben jezik, ampak slovenščina ne izhaja iz venečščine, kar najbrž tudi res ne. Pa tudi, če pogledamo Ramovša, Plečnika, oni so vedeli, da so bili Veneti pravzaprav naši sorodniki. Ne. Torej, samo so zamolčani. Zdaj poglejte te vrstine, ki se tičejo pastirstva. Molže, molsti molžem, molža. Torej, živinorejo naj bi prinesli v Dolomite in v Alpe Slovenci iz, bi rekel, osrednje Slovenije v širjenju kulture impreso cardial, ki je ena prvih neolitskih kultur, ki je širila kmetijstvo vzdolž Jadranske obale. Ena veja je šla po kopni poti, po Donaju, druga pa ob morskih obalah in ob morju. Ne. Torej, takratni prebivalci so bili sicer rezistentni na laktozo, niso uspeli, to so šele kasneje pridobili, ampak lahko so pa uživali mlečne izdelke, kot je sir. Potem geneča za mlado kravo, goneč. Ne, goneča, tista, ki se je gonila, jarina. Zdaj pa splavim, sem pa poznačil izoglose. Tista imena, tiste besede, ki so tako v latinščini, kot v retoromanščini, kot v slovanskih jezikih. To so izoglose. In imamo ogromno izoglos med slovenščino in latinščino, vse dol do ruščine. Jarek, jarčka, jar, jarec, jarim, babin jar v Rusiji. Jar je neki mlad kozel. Jarčka, jarina, tudi v latinščini. Semen, semenca, seme, ne? Semene. Potem je kositi, sjeja, kes, rezati. Seč, sjeja, seč je v dialektu v Tolminu. Kozovc, kozovci, vse izrazi za kozovc. In kozovc je prastar izum. Kajti ime za kozovc imajo tudi Mažari. To se pravi, sigurno Mađari so prišli v 9. stoletju, to se pravi, najmanj je starejši od 9. stoletja. Ne. Naši trdijo, da je to nemški izum. Makarovič trdi, da je izum z Nemčije v 14. stoletju. Potem je košat, košara, ne. Kosesa, urt, vrt. Vrt, vrtati, ne. Vrtača. Ne. Tudi v ruščini je vrt, ne. Pa v vseh slovanskih jezikih poznate vrt. Tudi v enem drugem romanskem je iert. V latinščini je hortus. To je spet eden primer izoglose. Are je orati, čep, peta pluga, komat, komet, komat, komac. Kaže na uporabo konja. Ne. Se spomnim, kdaj je konj prišel v naše kraje. V slovenske kraje je prišel pred več kot 5000 leti. Samo kakih 700-800 let, potem, ko so ga, naj bi ga v stepah udomačili, ne, v tako imenovani potaj kulturi. Čeprav, zdaj, pa ga še nisem uspel preštudirati, mesec nazaj, pa 2, je članek v Nature, kjer se poraja možnost, da je bil konj udomačen z neke druge vrste, precej bolj zahodno, morda celo v Panonski nižini. Ne. Potem je junije Zavlavski jarem, kar kaže na uporabo živine ali pa konja v poljedelstvu. Torej, tle sem vam povedal, da je kozovc res naš izum in nedvomno je to mnogo starejši izum, kot trdijo naši zgodovinarji. Posebno to tudi dokazuje kosesa. Ne? Imamo pa tudi stoge, tudi v Švici, tudi kot toponim. Pek, pekarija, potem rog. V silvanščini je rog vrč za vodo. To je lahko nastal iz nemškega kruk. To se pravi, kruk je soroden slovanskemu rogu. In če gledamo, pripoter je neolitik, to se pravi, neolitik pred izumom keramike, takrat so pili vodo iz rogov. Torej, to je zelo star primer, ne? Tukaj je tisto, kar paleolingvistika lahko ugotovi nekje približno starost nekega izuma. To je, rog je sinonim za
za vrč, ki je urč. Urč je pa drug izraz za urč v retoromaščini za vrč. Ne. Potem je sekira, skür, segir, sagir, sjejer. Sekira je v vseh slovanskih jezikih, sekuris. Tudi v ruščini je sekira. To pravi, ni razloga, ko so Slovani sem prišli, so imeli sekire, oni so imeli vrče. Niso imeli nobenega razloga, da bi bil vrč izposojenka iz urceus, iz latiščine. To je, rekel, napačna trditev slovenskih etimologov. Vrč je originalna slovanska beseda in ni izposojenka, tudi sekira ne. Rezgija je za žago, rezati, metalurški izrazi, brinda za britula, brejtula, ne, kolač, ne, majta, ne, ogle. Ogle je všlo Bezlaju in ga pove, da je iz Graubindna. Najbolj so pa te vedova. To bom pozoril, ker je tudi v galokeščini ista beseda. Vitve, vidov, to kaže, kako so si blizu bili prvotni indoevropski jeziki. Ne viš, to je pa tipična naša slovanska beseda, ker je tudi v hrvaščini isto, v srbščini nevjesta. Ne. Še bolj zanimivo je, pa nisem te navedel, je svekrva. Svekrva v galokeščini je isto, kot je v srbščini. Ne. To je mati od ženina. Goste je pogostiti zajtrk. To ni iz hospes, ne, ali pa iz nemškega gast. Kvečem gast je sposojenka iz slovanščine. Savej vedeti, zgrišur v poterščini, zgroziti se, krede, krut, tle tla, tukaj. Voloki pravijo tle tla, tole. Recimo iz oglosa z latinščino i pojdi, ite, pojdite, idite. Ne? To je tipičen primer sorodne latinščine. Ali pa smo, sumus, smo. To je spet en primer sorodnosti. Zajra, ne? Za večer, sera, sejra. Večer je asociacija s slovensko zarjo. Pravla, pravljica, paravla. Ne? To so izoglose, ki povedo predvsej o sorodnosti italijanskega in slovanskega leksike. Griči, gobe, ledina, ne, slizijada, sluze, brič, buraska, bura. Nedvomno naš substrat, ne, posebno pomembno so pa tele za izločke. Namreč, če hočete presoditi, ali gre za vpliv demične difuzije, da se pravi, da gre za priselitev, da je neka besede preneslo neko ljudstvo, ni logično, da bi neko ljudstvo sprejelo izraze za izločke od drugih. Oni bojo nadalje uporabljali svoje besede. Ni logično, da bi si jaz sposojal izraze za urin, za kako, za smrkelj od nekoga drugega, če imam svoje. To je preveč fundamentalno. Ne? Torej, te se splača zapomniti, kajti to bo en dokaz, da je bil stik kvečemu preko kulturne difuzije, prenos znanja med dvema etnijama, ki sta pa imele iste izraze. Če so jezik govorili isti v Sloveniji kot v Alpah, potem ni bilo razloga, da bi si sposojali te izraze, ampak so prevzeli samo znanje, pa izraze za predmete, ki so jih rabili. Za kozovc, za koš, za komad in tako naprej. To je pomemben dokaz. Torej, vse ti izrazi kažejo na prenos znanja in inovacij pastoralizma in poljedelstva v neolitiku iz vzhoda na zahod. Tudi komad kažejo na uvajanje konj v Alpe. Torej skoraj istočasno, kot je bil konj poznan na Ljubljanskem barju. Starost Dvorjanskega kolesa je približno 5200, ne imel cenjeni profesor, mogoče popravi, iz neolitika, in tudi so našli kosti. Ampak 5200 let, konje so udomačili, naj bi jih udomačili tam okrog leta 4000 pred
pred našim štetjem, 6000 pred sedanjostjo ali pa mogoče malo več, vzhodno od Kaspijskega morja, pri Botaj kulturi, to je trenutna verzija, nova verzija, ki jo še nisem prebral, naj bi bila še bolj, dopušča bolj zahodno. Ne. Celo malo namigujejo, da bi to utegnilo biti v Panonski nižini. Ta kratek čas to mogoče celo dokazuje, kajti to je kratek čas 800 let, da pride konj izza Kaspijskega morja skoraj v Alpe. Ne vem, možnost je, torej, da to drži. Ne. Zelo bi bilo zanimivo, če bi lahko preiskali staro DNA ostankov teh kosti, da bi videli sorodstvene vezi. Tudi bi bilo koristno na novo, to je čisto nova moja ideja, uporabiti arheogenetiko za določanje genetske povezave domačih živali. Kajti, če so se pastirji selili v bronasti dobi, najbrž so se selili skupaj z živino. Ne. Niso prišli samo jezdici na konjih, ne, ampak so najbrž pripeljali tudi ovce, koze, ne, a mogoče krave, tudi ker so rabili hrano. Ne. Bilo je pa sigurno več moških kot žensk. Ne. To se bo kasneje tudi pokazalo. Ne. Torej, pozorni bodimo na izoglose slovensko-ladinske, latinske in pa na fonetično obliko, ki je praviloma slovanska. Urt, hortus, zgir, sekira, sekuris. Potem smarda, če smrde, italijansko merda. Ne. To je nemogoče, da bi se en narod ukradil besede od sosednega naroda, najbrž je imel svoje. To se pravi, Italiji, ki so prišli, so to neenostavno začeli govoriti, kot so tisti, ki so bili tam, ker njih je bilo več in teh, ki so prišli, Italijo je bilo pa manj. Ne. Torej, to so pomembni dokazi glede načina poselitve. Ne. Potem so Kalix, Mis, Urč. Ne. Slovenski leksimi imajo paralele v drugih slovanskih jezikih za izoglose, ki pokrivajo obširen evropski jezikovni prostor in kažejo na davno obširno poselitev protoslovenskega življa v Evropi. Tudi substrat krajevnih imen obsega vzhodnih Alp imena, ki jih najdemo drugod na Balkanu, torej v sodavnem Ilirikumu. Tudi v Grčiji jih najdemo. To so vedeli tudi srbski arheologi. Imamo lahko članek leta 1962 od srbskega goroja Gavela o starosti ilirskega substrata. Lani so bili tukaj makedonski arheologi in so govorili o Pajoncih. Pajonci so bili pradavni zavezniki Aleksandra Velikega, sodelovali so na strani Trojancev v boji proti Grkom. Glavno mesto Pajoncev se je imenovalo Bilozora. Bilozora nekako zveni naše. Ne? Torej, bodoče je treba usmeriti tudi naše kazalce v pričevanje izoglos. Torej, te besede za človeške živalske žroke, blata, močuga so res pri romanih tipično slovenskega izvora. Sedaj pa vprašanje, ali je prišlo do prenosa znanja in inovacije neolitske revolucije izhoda na zahod, iz Ljubljanske kotline v Alpe, preko demične difuzije na zahod ali pa le prenos znanja, to se pravi kulturne difuzije, akulturizacije, vključno z živinorejo, širjenje domačih živali, kulturnih rastlin, proizvodne in shranjevanje hrane, z metalurgijo, konjerejo, preko trgovskih stikov in stikov elite. Verjetni odgovor, oba procesa sta bila važna. Oba in na nekje je to potekalo hitreje, bom pokazal potem sliko od Forta, nedavno, 2-3 leta nazaj, ki je to matematične modele naredil na podlagi arheoloških najb. Na prvi pogled se zdi nelogično, da bi staroseljci lovsko-nabiralniške družbe, ki takrat naj bi bila lovsko-nabiralniška družba v Alpah, v slovenski bila pa že kmetijska, kot je pokazal profesor Velušček, kdaj je prišlo do poljedelstva v Ljubljanskem barju. Mi govorimo o prid migracijskemu modelu od vzhoda na zahod. Arheološki podatki, tudi Fort in Budja pa kažejo, da je bila neutralizacija Alp zelo počasna. V Alpah je bila neutralizacija počasen proces,
ki ustreza modelu kulturne difuzije. Je pa širjenje pastoralizma lahko potekalo hitreje od širjenja kmetijstva, namreč kmetijstvo je zahtevalo krčenje gozdov. V Alpah pa so že obstajali visokogorski pašniki. To je pomemben dokaz, da je šlo lahko pastorizacija precej hitreje, ker ni bilo treba sekati. Ampak je bilo pa potreba ohraniti hrano za živino tudi preko zime. Če pa so bili staroselci nabiralci v Alpah pripadniki neke podoslovenske etnije in so bili isti v Alpah kot v Ljubljanski kotlini, potem jim pa ni bilo treba sprejemati izrazov za izločke, ker so bili isti pri obeh. Torej je šlo lahko za prenos inovacij in znanja med pripadniki iste skupine, ampak na različnih stopnjah družbenega razvoja. Na eni strani na zahodu nomadski lovski nabiralci, da so tisti, ki pa imajo že višji nivo in tudi večje blagostanje in večje možnosti za izdelavo materialne kulture. Zdaj, ali je neolitska revolucija potekala med staroselci, pripadniki iste jezikovne skupine od Balkana preko vzhodnega obale Jadrana in tudi vzdolž vodnih poti in zahod? Torej, to je eno vprašanje. Ne? Torej, mi smo to potrdili, da je ta naš slovenski substrat obstaja v Alpah, da je verjetno tudi daleč vsega na Balkan. Ne? Tem, tudi da je del severne Italije bil posejan in torej mogoče to vplit govori paleolitski teoriji kontinuitete. Ampak to je izziv za arheologe, paleogenetike in zrakoslovce. Torej, zdaj je vprašanje alineja, kdo so bili Italijani in kdaj in kako so bili v stiku italijska ljudstva s predniki Slovencev. Namreč alinej ne posveča nobene pozornosti Venetom ali pa Reticam. Torej, to je silno zanimiv problem, ki mora pritegniti zgodovinarje, arheologe, zrakoslovce in genetike. Zdaj, tle je samo na kratko, kdaj je bil Engadin poseljen, lahko to preskočimo, ampak to, kar smo zdaj govorili, kaže, da je šlo v tem obdobju, ki imam to piko, tle v neolitiku, ko se je družba iz lovskih nabiralcev pretvarjala v kmetijsko. To se je zgodilo predvsem ob rekah in jezerih, ker tam je bilo lažje to narediti. Kasneje v bronasti dobi je potekalo pa poseljevanje tudi više gori v Alpah. To so kraji, kjer so našli ta svetišča. Torej, zdaj pa gledamo, kaj Alinej je povedal. On je upošteval teorijo kontinuitete, ki pravi, da so evropska ljudstva bila že v poznem paleolitiku in mezolitiku v Evropi izokupljena v grupe, jezikovne grupe Italidov, Keltov, Slovanov in Germanov. In sicer pravi impreso, kardija, keramika, obalah Jadrana, Tirenskega morja, Berskega polja, tu so bili Italidi. Tukaj tudi Istro, Slovensko primorje, Dalmacijo. Dalmacijo ne prišteva k dinarski skupini, tudi genetski, kar je po moje napaka. Bom pa pokazal, kaj genetska slika pokaže. Potem govori o balkanskem neolitskem kompleksu kulture Starčevo, Sopot, Vinča, Lacinje in Vučedol in kulture Ljubljanskega barja, ki je neka oblika lengenske kulture oziroma podaljšek vučedolske kulture, kar je govoril profesor Velušček. In jo povezuje s predniki Slovanov, kmetovalci, prvimi kmetovalci v Evropi, torej Slovenci. Kelte povezuje z megalitsko kulturo, Germane z lenčesko oziroma linearband kulturo trakaste keramike. To se pravi, napredne kulture, inovacija pastoralizma, metodologije grejo iz Balkana na severni zahod za difuzijo kulture znanja, manj z demografskim priseljevanjem. To je zdaj precej vprašljivo, genetika lahko marsikaj pomaga in tudi odgovori. Ampak vseeno, kulturni ekonomski stiki in izmenjave med družbami v Alpah in na vzhodu v Srednji Evropi in na Balkanu so kontinuirano vzdrževani že od politika. To pa je sigurno res. To smo videli pri obeh prejšnjih govorcih. Ampak še nekaj. Rim pa nima nobene vplive na oblikovanje identitete Ladincev, samo to, da jih je krvavo pod jarmom in v bistvu romaniziral. Podarek je pa, da so Slovenci prinesli novega znanja na področju pastirstva, metodologije in so oblikovali identiteto Ladincev. Tukaj vam bom pokazal
zatočišča v poznem ali pa v srednjem paleolitiku, takoj ob koncu ledene dobe. Namreč prebivalstvo je bilo ob ledeni dobi možno prebivati samo tam, kjer ni bilo celinskega ledu. Bilo je celinski led, tam, kjer temno zeleno so bili neprehodni gozdovi. In verjetno se upozoril na ta pas. To je pas tudi, kjer je bila impresokardijalna kultura. Ali pa tukaj so bila stepska ljudstva. Zdaj bomo pa pogledal še naprej, kaj je še Alinej povedal. On je to pokazal, je povezano s rodnost kultur, podobnost običajev, antropološke značilnosti ladincev ustrezajo dinarskemu, noniškemu tipu. To je zanimivo. Dinarski tip, čeprav ga pol v Dalmaciji zanika, jezikoslovni dokazi so besedni, dialekti, fonetika, morfologija in besedni zaklad. Zdaj, impresa kultura je obsegala vzhodno-jadransko obalo, Istro, Primorje in severno Italijo. In se je širila iz Grčije na sever, to je pokazala tudi genetska študija profesor Glavača 3 leta nazaj, ki je kazal močan gradient v skupini J1C v mitohondrijski DNK in je pojema od juga proti severu v Sloveniji je še vedno precej prisotna, kar kaže na širjenje te neolitske kulture na sever v Alpe. Potem bistveno pravi, alpska lengerska kultura je bila tista, ki je omogočala množično izdelavo orodij orožja, rudarjenje in metalurgija, kar je Janez povedal, iskanje rud v gorah. Imena, koliko njiv je v Švici, kjer so iskali rude. Potem način, ki je prilagojen živinoreji v ogromnem podnebju v Alpah, sušenje sena, kozovci in stogi. In bronzodobna umetnost je tudi podobna povsod. Še seveda teorija kontinuitete pokaže, da je ta bronzodobna kultura metalurgije podobna s tistimi tudi v Mali Aziji, tudi pri Hititih, in ker kaže na kontinuiteto kulture vse od paleolitika do kovinskih dob. Potem kultura gradišč in posebej jezikovni dokazi, kjer se pa Alinej omeji samo na ladince, mi smo pa razširili to tudi na retoromane. Pa je kult sekundarni pokop. Sekundarni pokop je znan tudi v zgodnjem neolitiku v Vinča kulturi. To je prav, ljudje so človeka pokopali, so počakali nekaj let, potem pa so ga izkopali, očistili, pobarvali kosti in ga ponovno slovesno pokopali. In to je bilo pri nas tudi še znano, tudi v Pustriški dolini in Bohinjska Bela tudi, in Matičetov, ki je bil izrit nasprotnik Venetov, tega se ni znal razlagati, kako je pa v Dolomite to prišlo. Kult dreves, Lahvija de la Bora ali pa Borovo gostivanje. Mi pa smo še ugotovili, in tudi Tuma je še povedal, glede jezika, glede Troj de Pajan je omenil v Val Gardeni, blizu tam, kjer je bila vsa jezera, kjer je bil svetišče na Peči, to so bili pa bregostani in bregostane. Ljudje, ki so stanovali v bregu, brih, še v zgodnjem srednjem veku so živeli potomci teh ostankov protoslovanskega življa visoko v Dolomitih. So bili pogani, niso sprejeli krščanske vere, so se preživljali z ropanjem, so kradli otroke. In šele po tridentinskem koncilu je bil ukaz, da se mora ta kult zatreti in so jih pregnali. Ampak v spominu ljudi je še vedno živ na te divje ljudi, žene, in tu v muzeju v Lavili, v Vigo di Fasa, v muzeju ladincev, so te žene narisane, bregostane in bregostane. In je najmanj 15 pripovedke od teh. Pri nas imamo divje babe. Torej, katere pa zdaj imamo teorije indoevropskega razvoja jezikov
in kje je pradomovina indoevropskih jezikov. Predvsem je treba odgovoriti, kako se je širilo kmetijstvo, metalurgija, kako so se širili jeziki, in katere najbolj teorija ustreza arheološkim podatkom. Paleolitska teorija trdi, da je bila Evropa poseljena s protoindoevropskim življenjem že v paleolitiku in da so se proti koncu mezolitika izokopljale glavne jezikovne skupine. Germani na severu Evrope, Slovani v srednji in vzhodni Evropi, predvsem ta balkanski kompleks, ne vem, zakaj ne vzamila ali ne še Dalmacije zraven, Italijani v Italiji južno od Alp in Keti v Atlantiku. Mario Alinej in Alminoco so to napisali in imajo stalno objavo na tem spletni strani. Potem je stara, koliko je to zdaj, 30 let stara neolitska teorija iz Anatolije, kmetijstva, Apollinaire in Fruga. Namreč on je trdil, da je kmetijstvo, ko se je šlo, se je tudi širilo indoevropski jezik. Danes je to praktično zavrnjena teorija. Potem pa teorija invazije iz stepe, bojevniških prednikov, te, ki so odkrili, udomačili konja, voz, so postali mobilni, velika mobilnost na velike razdalje in so začeli usvajati te stvari in so prinesli svoje gene in s tem tudi svoj jezik, recimo na severu Evrope in tako naprej. Ampak tudi to je zdaj vprašanje, kje je ta resnica in bomo videli, da je najbrž nekje. Zdaj se bom pa usmeril na najnovejše objave. O paleolitski kvinteti je pred kratkim objavil Marcel Otek, ki je že tukaj predaval v Kobaridu in trdi, da so Indoevropejci prišli v Evropo skupaj z modernim človekom. In ima lepe dokaze o tem. In bom kasneje njegove stvari bolj podrobno predstavil. Potem so pa stepske teorije tudi zadnje, od Haka in Reicha, to so Nemci, pa Reich je pa v Ameriki, da so masovne migracije iz stepe izvor indoevropskih ljudi. Alan Toft pa Anthony, ta govori tudi iz jezikovnega področja in predvsem tle omenja izum kolesa in konja in predvsem tudi opozarja, da imamo Slovenci zelo originalne besede. Kritični pogled na stepsko teorijo je pa dal Hegarty, tudi z Max Planck inštituta v Jeni, ki je kolega pravzaprav teh ljudi zgori, ki pa pravzaprav zelo kritizira te ugotovitve. Najbolj zanimivo je to zadnji članek, ki je v Natureu bil iz Matjasona, ki je pa, to je trenutno največja objava podatkov arheogenetike iz jugovzhodne Evrope, pa tudi delno vzhodne Evrope in drugje, ker je to malo širše zastavo. Pa se vedno dva knofa pritisnem. Čakajte, kaj je tole? Torej, kaj je Ote povedal? On je rekel, da so že, ko so prišli iz Afrike, ljudje so se počasi selili v višje severne širine Evrope in so zaradi kognitivnih sposobnosti spodrinali neandertalce. Živeli so v zmernih geografskih širinah in so se hitro gibali, ker takrat ni bilo Kaspijskega, Baltskega, Jadranskega morja, bili so se nomadi, izumili so lunarni koledar namesto sončnega. Koncu zadnje pa nastopijo po prilitvi nove spremembe. Oni so v začetku mezolitika izumili orožje za ubijanje na razdaljo, kopje, luk, puščico. Dobili so surovine za orodje, orožje, okraske kot kamen in so bili sposobni dobivati surovine tudi daleč, 1000 km daleč. To smo videli danes, kako so dobivali mostiščari kamne tudi iz Italije. Razvijajo nov odnos do živali. Do severih je imelo kamel, bizono, tudi te so uporabljali. Tudi to je del tega, kaj se tiče uporabe domačih živali. Oni občudujejo te lastnosti in jih večje na slikah ujam. Razvijajo kulte svoje, razvijajo smisel za umetnost, mitologijo, rituale. Ta umska sposobnost ritualov je pravzaprav gonilo za razvoj materialne kulture. Arheologija dokazuje, da pri jamskih slikah za isti stilni namen, isti od Portugalske preko Romunije, Krima, Kaukaza, Zagrosa do Afganistana, pride, torej to je povedal Janez Nons, sončno kolo, vse posod isto, obleka, tudi obleka je podobna, siturska umetnost. In pa pride do demografske in kulturne eksplozije.
Naenkrat ob koncu mezolitika nastane eksponentna rast prebivalstva. Potem pa pravi, nosilci neolitske revolucije izpred 9000 let Anatolije niso bili indoevropejci, ampak neko anatolsko-turško ljudstvo z nekim nepoznanim anatolskim jezikom. Namreč neka stepska teorija trdi, da so prišli ljudje, bom kar rekel R1A1, to se pravi s slovanskim genom, preko Balkana na Anatolijo in potem so prišli nazaj iz Anatolije kot neolitski kmetje. To Matjason to ovrže. Ne? No, ta invazija neindoevropskega ljudstva pa se je v Podonaju ustavila. To je tudi res, to je Matjason tudi pokazal. Genetska slika poljedelcev se počasi zmanjšuje, zelo prisotna je v Vinči, v Đerdapu, železne dveri. Ne? Potem pa in tudi ustanejo krik za Anatolijo. Daljni razvoj neolitskih kultur v Podonaju in centralni Evropi pa je posledica akulturizacije. Anatolska genska znes se izgubi na identiteti in spet prevladajo lovsko-nabiralniške družbe, ki pa so osvojile novo znanje in so dobile tudi zagon zaradi večje produkcije hrane. Potem pa pravi, ne, kar je pa tudi res, ne, in tudi se strinjam z njim, ne, in tudi pravi Alineji, da pa tudi Hegarty, tudi tisti, ki kritizira Reicha, da je časovno obdobje za razvoj protoevropskega jezika v posamezne družine evropskih jezikov prekratek, tako v primeru anatolske hipoteze, to se pravi od 9000 let, ne, do leta nič, to se pravi 7-9 tisoč let, kot tudi stepskih hipotez 3000 let. To je pa tudi že Alineji pokazal. Tudi Hegarty pravi, to so prekratki in tudi utemeljuje, zakaj. Jeziki so mnogo starejši, se bolj počasi spreminjajo, kot se pa spreminjajo geni. No, tlej je zdaj, kako naj bi bilo slika po teh hipotezah. Ne, tukaj je najstarejša bi bila anatolska hipoteza in kako se je širilo podeljstvo po teh izohronah. Ne. Po dveh poteh, po Podonaju, kontinentalna pot in po morju in Preso-Kardial. Tam v Sardinijo pride tam leta 5000, ne, tukaj je pa leta 7000 pred Kristusom, ne, before common era. Začela se je pa v Anatoliji pred 9000 leti. Pomembno je zdaj vloga Kaukaza in Irana. O tem te ljudje ne govorijo. Drugo val migracije je pa stepska teorija, pa v bronasti dobi spet na zahod in potem nazaj na sever, preko kultur zvonastih čaš, ne, in potem naj bi prenesla recimo germanski jezik, ki naj bi v tej kulturi vrvičaste keramike bili dokazalo. Ne. To so pa pastirji iz Jamnaja kulture. Ne. So pa šli tudi na vzhod, ne. Tudi toharščina ne bi bila posledica te migracije. Ne omenja pa, da bi šli nazaj v Indijo, v Iran, Pakistan in Indijo, kar je velika pomanjkljivost. Bom še enkrat pokazal še eno sliko. Zdaj pa Hegarty. Hegarty pa pravi, ne, da je civilizacija potekala večkrat bolj kompleksno. Ne. Da že takrat, ko so ne zanika, da ni bilo prehoda, to je dejstvo. Dejstvo je, da je prišlo do prenosa znanja kmetijstva izpred 9000 let, ne, iz Anatolije na Balkanski polotok. In sicer po dveh poteh, čez Bospor in pa okrog po Egejskem morju. Recimo predlanskem sem slišal, ne je bilo dokaz, da so nekatere nekropole za neolitsko kulturo starejše od tistih na tej strani. Kar kaže, da so šle po ovinku hitrejš po morju. In zelo hitro, v parih 100 letih so prišli na Iberski polotok. Šla pa je tudi kultura kmetijstva daleč nazaj na vzhod. To se pravi, v Evropi imamo pravka stalno s cikliranjem iz zahoda na vzhod in vzhoda na zahod. Preseljevanje ljudstva od vzhoda na zahod kot nekaj izjemnega ni nič posebnega. Stiki so bili stalni
In to tudi Matjason pokazuje. Tudi v paleolitiku so imeli stike. No in potem počasi ta preko kulture Keveš Kris potuje na sever iz Italije, pa iz Impresa Kaldija, pa preko Atlantika na področje megalitskih kultur in kasneje v Anglijo. Ne. To se pravi, gre za dva vala. In kasnejši val je sekundarni. Sekundarni val, ker te ljudje so prinesli tudi živinorejo v stepo. V stepi so tukaj odkrili ogromno priložnosti zaradi stepe, zaradi trave, da so se prišli do bogatega vira hrane, potem še udomačili konja in so dobili vse materialne pogoje, da so se namnožili in da so naredili en prodor na zahod in vzhod. To sem vse povedal, kar še grem, ampak, pardon. Zdaj pa pogledamo, kaj je povedal Hak glede unga. Vprašanje izvora indoevropskih jezikov treba celostno zahvaliti. Ne samo na to, ali je stepsko ljudstvo prineslo germanske, mogoče baltoslovanske jezike ali pa doharščino na sever Evrope. Treba je pogledati, kaj pa na jug Evrope, ker ti Hak in Lazaridis omenjajo samo R1B skupino, ne omenjajo niti I2A1 dinarske, niti slovanske. Zelo pomanjkljivo in bi rekel popačeno. Ne? Ampak pravi, treba je upoštevati tudi evropske jezike na zahodu, jugu Evrope, po Sredozemlju, na Srednjem vzhodu, v Kurdistanu, v Pakistanu, Indiji, Himalaji. Tle je pravzaprav jedro. Jedro evropskih jezikov je v Iranu, odtod so šli, odtod izvira sanskrt in ali je seveda sedaj izvor v Iranu, Anatoliji ali v stepi. Potem pravi, pomanjkljivo je to, da analiza vzorcev zahteva samo severno Evropo in da zajema samo razvoj in se posveti razvoju baltoslovanskih, morda še germanskih jezikov in tuharščine. Treba bi bilo analizirati vzorce ne samo iz teh področij, ampak nove najdbe in nove analize iz širšega področja. In pa še nekaj, kar ona dva nista bila pozorna. Vpliv stepskega genoma se pozna pa veliko bolj kot v severni Evropi pri uralskih neandertalskih ljudstvih. Jamnaja se je selila tudi na vzhod, in se pozna bolj kot pri ljudeh vrvičaste keramike in ta ljudstva pa niso bila evropska. To se pravi, niso prinesla, to se pravi ta selitev genov R1B ni prinesla jezikov uralskim neandertalskim ljudstvom. Torej, trditev, da so pa prinesla indoevropske jezike na severno Evrope, je torej vprašljiva. In Haggerty pravi, languages do not always go with genes. Genetika ne more direktno pojasnjevati, kje je kakšen jezik. Lahko pojasnjuje sledi, odkot je kdo prišel, kako je sorodstvena vez povezana, tudi lahko pove, ali je bila kje sem to nekaj zapravil tole. Tole tle, ja. Genetika sveda ne more povedati. Recimo Madžari so nosilci predvsem skupine RNA, pa govorijo madžarščino. Tudi podobni primeri so drugje. Torej je to zelo vprašljivo. Je treba povezati to vedno kompleksno z drugimi dejstvi. Tukaj vam bom pokazal, kako počasi se je širila ta kultura. Hitrost širjenja je odvisna ali migracijo ali pa kultura. Tam je težko z migracije, ker je bilo gost, ko gore je šlo bolj preko znanja, ker so posamezniki prinesli. In tukaj se vidi na tem področju, da je v Alpe prišlo le počasi, zelo počasi in tudi pozno. Tukaj so letnice, vidi se pa tudi pomanjkljivost podatkov.
Posebno manjkajo podatki na teh krajih, v naših krajih in tudi v Alpah. Najti tukaj skoraj ni. Posebno se to vidi tukaj, ne, je zelo malo teh nahališč. Ne, zelo malo. Ne. In tle so kdaj prišla kultura do teh področji. Ne. Vidi se, da se širi hitreje vzdolž Donave, potem pa nekako zamre. Tukaj se vidi pa odnos med nabiralniško družbo. Zeleno so pike, kjer je še bila nabiralniška družba, lovcev, nabiralcev. Kje smo? Aha, tle je pika. Lovci, nabiralci. Ne. Tukaj so poljedelci. Ne. Ne. Rdeče pike so kmetovalci. Ne. Ne. Tukaj je pa že integrirana pastirsko-kmetijska družba. Te so že integrirali lovsko-nabiralniške družbe, ta družba ima še genom poljedelcev, tle pa ne več, tle pa prevladuje paleolitski genom. Tle so približne številke, kdaj se je dokaj zgodilo in vidimo, da je pravzaprav od 7700, tukaj 7600, 8100, 500 let, 600 let, da je prišla ta kultura tukaj skozi. Ali pa še hitrejši, isto, ne, 8100, 400, 300, 500 let. To se pravi, ob obalah je šla precej hitreje kot pa drugod po okolini. In to so podatki, ki so bili zelo objavljeni, ne, 10 let nazaj. Poglavitno je tudi, kdaj je bila kakšna domača žival udomačena. Tukaj je čas približno, kdaj so udomačili živali in kdaj pridejo te živali v naše kraje. Ne. Zdaj bi bilo ugodno videti sledeče, ne. To, kar je pokazala tale zadnji 10 let članek nazaj, kako se je govedo širilo v Italijo. Ne. In kaj lahko vidimo? Ne. Beli krogi pomenijo, da je taka udomačitev prišla iz evropskega zobra. Polkrogci pa kažejo, da je tukaj bila udomačeno govedno mešanica tako afriškega goveda kot zebuja, ne, iz Indije. Torej, živina se je lahko v zahodno Evropo uveljavila tudi neodvisno. Ne. Torej, treba je pogledati, ali ni prišlo morda do domačitve prašičev, pa tudi morda koz, ne, neodvisno. Zato se mi zdi pomembno raziskovati tudi staro DNA od živali. Ne. To je nov način, kako bomo razpoznali to indoevropsko uganko. Zdaj pa pridemo do genetskega tega, ki je zelo težek. Jaz nisem strokovnjak za genetiko, zelo površno vem, ne. Tudi nisem za paleolingvistiko. Prostite, marsikakšno vprašanje najbrž ne bom znal odgovoriti. Ampak pomembno je, da arheogenetika lahko zasleduje spremembe genomskega profila v odvisnosti od kraja in skozi daljša časovna obdobja, daleč v preteklost. In s tem tudi demografska gibanja in socialna gibanja, razmerja med moškimi in ženskimi. Ne. Moderne metode forenzične arheologije in paleoklimatologije in botanike pa tudi načine prehranjevanja. Ne. Potem treba se posvetiti vprašanjem in razpoznavati. Genetika lahko osvetli, ali gre za demografska gibanja, demic diffusion ali kulturna vplivanja. Potem demografska gibanja z vrsto spola. Ali si moško vejo nam omogoča Y-kromosom, žensko pa mitokondrijska DNA preko X kromosoma, kar kaže demografski vpliv, ali gre v osvajalni pohod moških, ženskih ali merilno selitev, ali pa celo iztrebljenje. Seveda je pa treba vedeti, da genomska slika ni nujno se ne ujema z jezikovno sliko. Je pa zelo značilna, da lahko razumemo določene selitve in razvoj. Poglejmo si te kulture, ki jih omenja Alineji. Ne? To je pomembna zadeva in se splača pogledati. Tukaj je linearna Cardium potteri,
ki zajema tudi Balkan. Tukaj ne bi bil ta balkanski kompleks, Starčevo Keres Krus in tle slika pa genetske slike. Ne. Predvsem je pomembno, da ima tako kardial in ta Starčevo Keres Krus nek genom, to je tle vidimo Starčevo I2A. I2A je prastara evropska genom, imenovan dinarski genom, ker je izredno močno zastopljen v Bosni. Vsi slovanski narodi v jugovzhodni Evropi, tudi Slovenci, imamo ta genom. Čeprav je genetska barijera je nekje sred Hrvaške. Torej, ta genom imajo tukaj skozi. In še nekaj, ta genom meji tudi na druge kulture tukaj, ne bomo kasneje pol to videli drugje. Te kulture, hvalinska kultura, to so pa genoma slovanskim RNA skupino. Hvalinsk RNA, Dnepr-Donetsk RNA. Linar-Poteri je pa RNAB, germanska, nemška skupina, keltska, ki je pa tukaj na severu. Narva, te so pa ugro-finske skupine pastirskih nomadov iz severne Sibirije. V bronasti dobi pa vidimo, da se to spremeni, čeprav še vedno ostane I2A. I2A1 gen je neverjetno uspešen gen. To je staroevropski gen, dinarski gen, ki je popolnoma prevladal nad genom G, to se pravi tle, kalkolitski in severni ima G2A. In G2A je tudi v Vinči. In v bronasti dobi ostane G2A samo v okolici Vinče, vse ostalo je spet prevlada gen lovcev nabiralcev I2A. To je uganka, kako da lahko ta gen je, ti ljudje so morali biti zelo sposobni. No, in potem se vidi, da je, kako je z luzaško kulturo, potem je s kulturo na vzhodu, kje so razprostrnjeni geni, ki nekje ustrezajo slovanskemu življu. Predvsem je se treba zavedati, da je ta del spet I2A. To mi navaja na neko hipotezo, ki jo bom povedal, ki jo pa bojo drugi razvozlili. Jaz se tukaj počutim tako kot nek Janez Krstnik. Jaz nisem luč, ki vam bo dal razsvetljiv, jaz samo pričam o luči. Jaz samo pričam o luči, tako da moje hipoteze, no, tle še enkrat vidite, tle se lažje lahko vidi, kje so kulture RNA. Dnepr-Donetsk, to je tle, Kokoteni, ki je Kokoteniček, da vidim, je pa G2A, pa I2A1. Tukaj se vidi, da sta si te dve kulturi, I2 in tega zelo sorodni. In kasneje bomo videli moderno sliko. To nekaj pomeni. Zdaj pa gremo, kaj so naši Slovenci govorili. To so zelo dobra skupina. Damjan Glavač, Zupan pa Vrabec na medicinski fakulteti so objavili v Human Biology članke o slovenskem genomu. Maljarčuk, pa dvakrat, pa tudi Ruci, pa Peričič, pa na splošno v slovanskem razvoju in seveda razlagajo drugače kot naši. Postavljajo začetek slovanstva najmanj za 3000 let nazaj, ampak vseeno. To se splača prebrati ta doktorat in pa te dva članka, ampak jih ne dobite na spletu, ker je treba plačati. Meni jih je posredoval profesor Glavač in je zelo prijazen. Lani so imeli intervju z mladino. Moram reči, da so se dobro držali. Na vsak način jim je novinarka, neka Jager, poskušala na usta postaviti, da njihove izsledki pa zanikajo avtohtonost, zanikajo karantanstvo. Sploh niso trzali. Oni so rekli, to smo ugotovili in kaj so ugotovili, bom zdaj pokazal. Tole so geni. Mi imamo največ genov RNA, potem RNAB, ki je germanski, in pa zelo veliko genov tegale dinarskega tega.
To se pravi, slovenski genom je skladen z genomom zahodnih Slovanov in Čehov. Bolj kot z genomi južnoslovanskih narodov. Najbolj pogosta sta slovanski RNA, haploskupina RB, zahodnoevropska in liderska. mTDN je pa U5, spet prastara mitohondrijska. Pokazal je pa nam močan gradient skupine mitohondrijske J1C od jugovzhoda na zahod z vrhom na obali, kar je vpliv neolitske širitve kardialne presne kulture. To je prav, nekaj je o kardialni presne kulturi povedal. Seveda je pokazal, da imamo tudi druge gene, tudi nekaj G gena, pa afriškega E gena. Ne. Ampak vseeno, to se splača zapomniti. Tukaj je primerjava, ne, in se vidi, koliko je v Bosni. V Bosni je skoraj vsa Bosna vsa Bosna je pravzaprav pretežno sestavljena iz I2A1. To je gen, ki se imenuje dinarski gen. Ta gen je pa alpsko-keltski in ga je več v Avstriji in v Italiji. Ampak bom pokazal po druge stvari, bom pokazal na sorodnost, ki nekaj pomeni, glede na ta dinarski gen in na galo-keltski alpski gen. Ne. To je tudi zanimiva zadeva. To ne bom komentiral starost te dve genov, ki so pa približno 9000 let, RNA pa 11. Ne. Pa ampak zdaj si pogledajte sliko sodobne populacije. RNA, ne, tukaj preko nas teče barijera, genska barijera, predvsem je RNA doma v Poljski, Ukrajini, Rusiji. Ne. To je slovanski gen, ki je tudi pri nas doma in nekaj v Madžarskem. Ni ga toliko na jugu. To je pa RNA-B, se vidi ta barijera še. To sta dve barijeri, ki Evropo delita na dve polovici. Tukaj je pa slika tega gena I2A1. Poglejte, I2A1 se razprostira daleč na vzhod. Je praktično na istem področju kot RNA-1. V preteklosti je bil tudi v Italiji. Potem so formacija Italidov, vdori iz Sredozemlja, Feničanov, Grkov, Normanov in tako naprej, spremeni, pa galo-keltov, spremeni to sliko. Tukaj je pa slika A1-2-1 galo-keltskega. Ja pa gre čez Švico, severno Italijo, ne seže toliko do nas, sega nekaj malega do nas. Ampak morate videti, galo-keltski jezik je zelo podoben slovenskemu. Vedua je isto kot v retoromaščini ali pa v kelščini, v galo-kelščini, vdova. V Isona v kelščini je Vesna, lastovka. V Isona je lastovka, se pravi Vesna, da je neka pomladi. Smertrius, bog usode, bog smrti, keltski. Potem Belin, njihov Apolon, Bel, Sveto, je tudi keltski bog, pa venetski bog. To je gre za isto etnijo pravzaprav. Te dve etniji sta verjetno zelo sorodni. Tukaj dajemo pogled RNA, da se vidi RNA pa, te knofi so zelo skupaj. Tukaj se vidi, kako se to prekriva. Tukaj je pa prikazano širitev latinske kulture. In latinska kultura pomeni samo, da se je elita Keltov širila tudi na vzhod. Elita. Pri nas vedno zamenjujemo, če govorimo o Keltih, o eliti, o keltski materialni kulturi napram etniji. Osnova našega prebivalstva ni bila galo-keltska, je ostala taka, kot je bila starosvetska, sprejela je pa keltsko materialno kulturo. To govori hrvaški Gino, zelo znan hrvaški arheolog, pa drugi arheologi. Mene tudi profesor Turk, Peter Turk vedno pravi, arheologija ne more nič povedati o etniji. Ampak mirno pa govorijo vsi o Keltih kot o narodu. To si pa dovolijo in to jim zameram. To ni prav. Naj se pove, kaj je keltska kultura, ne pa mešati Venete z Kelti. To je Luka Repanšek, odličen jezikoslovec, špica, res. Človek,
ki ga jaz občudujem, ki je napisal knjigo, ki ima 628 referenc na 23 straneh. Kdaj jih je prebral, preštudiral, pa vključil, jaz ga občudujem. Jaz tega nisem sposoben. Dobro. Torej, kaj je zdaj pravzaprav DNA nam povedala? Večina genetske DNA osnove izvira iz 3 različnih genotipov, evropskih mezolitskih lovcev in nabiralcev. Mi imamo v sebi paleolitik, prosim vas, kolikor hočete, potem bom pokazal. Potem mezolitskih kmetovalcev, skupina G, in pa stepe, bronzodobnih sledov pastirjev. Ta mezolitski lovci segajo od Atlantika preko Sicilije do Balkana in imajo na vzhodnoevropski genom, ki sega tudi na sever Evrope. Med njimi je ostra meja, slabo prehodna. Ampak stepski genom, sestavlja pa genom mezolitskih lovcev in nabiralcev iz Kavkaza in genom kmetov iz Irana. To je pomembna ugotovitev. Iran je tudi ena zibelk indoevropejstva. Iz te je edina razlika, to je Matjason povedal, izstopa genska slika lovcev in nabiralcev iz železne kri na Donavi, ki je mešanica genomov zahodnih in vzhodnih, ampak imajo mitohondrijske skupine, ki so različne od obeh teh genomov, in je verjetno posledica prvotnega skupnega genoma še pred pojedinitvijo lovcev in nabiralcev. Po migraciji pa prevlada na Balkanu anatolskim imenom, popolnoma anatolskim. Se pravi, za 1000 let prevlada ta. Edino skelet iz predsveca ima večji delež lovskega in nabiralniškega genoma, kar kaže na sobivanje kmetovalcev s staroselskimi lovci. Namreč mi si moramo pa postaviti, da je bila res revolucija. To je bila interakcija med lovci in nabiralci. Oni kmetje so prišli in so se nekje naselili in so šli na živce lovcem in nabiralcem. In tisti, ki so bili včasih surovi, so se drug drugega uničevali. V bakreni dobi na Balkanu pa ponovno prevlada genom lovcev in nabiralcev. In približno pred 4500 leti se je tudi sprememba pokopa iz spinalnega v fleksni pokop. Ko spokojno rasti deleža genoma lovcev in nabiralcev v srednjem neolitiku so prispevali pa predvsem moški lovci in nabiralci. To je spolno neuravnoteženje mešanja v korist moških. Ženske skupine U skoraj ni, raste pa delež Y skupin lovcev in nabiralcev, to se pravi I in R1 in C1. Na Balkanu, v neolitiku in na področju LBK kulture pa je vpliv moških nabiralcev manjši, močno pa naraste v srednji Evropi, kultura globularnih amfor in tudi na Iberskem polotoku. To se pravi, genom in lovcev in nabiralcev, tistih prvotnih, ki naj bi bili nosilci tudi indoevropstva, po kontinuiteti kontinuitete je močan na Balkanu, ponovno zraste. To se pravi, Južna Evropa je bila po prihodu kmetijstva čišče za širjenje kmetijstva na zahod in vzhod. In so bili stiki z stepskimi ljudstvi prisotni že 2000 let pred migracijami iz stepe. Zdaj je vprašanje, ali so tisti, ki so prinesli poljedelstvo v Evropo, pripadali eni populaciji, a je prišlo do večkratnih. In Matjason pokaže, da je prišlo do enkratne migracije. Migracija in neolitizacija je bila enkratni dogodek, ki je prišel na Balkan in ga niso prenesli indoevropejci, ampak neko drugo ljudstvo, ki ni bilo indoevropejsko. Zdaj pa stepska hipoteza izvora indoevropejcev predvideva, da so se protoindovski jeziki razvili severno od Črnega morja in prva veja, anatolščina, se je razširila v Malo Azijo z migracijami stepskih nomadov preko Balkana v bakreni dobi. To pa Matjason zavrže. Niti na Balkanu, niti v Anatoliji ni najti množično sledov stepskega genoma iz tega obdobja. Na Balkanu najdemo sporadično stepski genom šele v bakreni bronasti dobi, ko pridejo migracije nazaj, iz vzhoda. No, to je ta slika. Plave so zahodnoevropski genom lovcev in nabiralcev, rdeči
vzhodnoevropski in tukaj je kavkaški genom. Ne. In črno tam, kar je zelo slaba prehodnost. Ljudje se niso menjali, niso šli čez. Ne. To je zelo pomembna slika, ker kaže na obstojnost zahodnoevropskega genoma, ne, napram vzhodnoevropskem. Šele potem, ko prijo stepska ljudstva, se ta barijera poruši. Koliko pa je tega genoma paleolitskega v sodobnih ljudeh? To je, zgoraj je teorijavo, je neolitski LBK genom, zeleno je stepski genom in to so pa lovci nabiralci. In v Hrvatih, ne, če so to, je pravzaprav nabiralcev sorazmerno manj, veliko je pa lovcev nabiralcev na severu Evrope, ker je razumljivo, tam so ostali težko prišli zaradi gozdov. Ne. Stepski genom je pa seveda ustrezno večji, ker je šel preko severa. Zelo malo ga pa je seveda stepskega in nabiralniškega na jugu Evrope, ne, pri Grkih in Sardincih. Ne. To je dokaz, da v nas živi precej lastnosti paleolitskih lovcev. In paleolitski lovci so imeli svetle oči, temnejšo polt, temne lase in tako naprej. Medtem ko so bili pa oni drugačni, oni so bili pa temnooki in svetle polti, stepci. No, tle je zanimiva slika, da boste videli, kje je ta genom I2A. Kako obsežno področje širja in je v stiku z ostalimi genomi. Ne? To je povedna slika in nam daje misliti. Tukaj je pa R1b, ki je germanski, to je kasnejši v dobi. Tu je podobna slika, razdelitev posameznih genomov v Evropi, ampak mi smo že živeli, nima smisla, da ponavljamo. Grem naprej. Tukaj je seveda spet schematski prenos, kako je šlo, kako so se vrtela ljudstva iz vzhoda na zahod in nazaj spet na zahod, ne, na vzhod. Te kulture so se polnile enkrat z juga, enkrat z vzhoda, enkrat z vzhoda. Zdaj pa pridemo na stičišče. Ne. Kultura Ljubljanskega barja je bila pomembno stičišče. Z Podonavske poti, lengičevske kulture ob morju, ne, najdli so tisto kost, tiste ribe, ne, in posode so potovale posod okrog. Ne, stiki so bili živi. To ni bila družba, ki je bila, bi rekel, statična. Ne. Ne. Zdaj, kaj pomeni barjansko kolo in konj? Barjansko kolo in konj pomeni, da je bil stepski vpliv sigurno zelo močan. V kratkem času je prišel iz vzhoda, zdaj odvisno, kje je bil konj namačen. Lahko je prišel v 500 letih, lahko je prišel v 1000 letih. Nimamo podatkov o tem. Bomo videli, kaj bo povedali analize kosti konja ali pa človeških ostankov. Vsekakor gre za širjenje znanja, za neko, bi rekel, Silicijevo dolino, bonaste dobe, bakrene dobe, s katerih se je širilo znanje, ne, v labiralniško lovsko družbo. Ne, to so te igle, ki jih je omenil profesor Valušček, tipo ig. Ne. Tukaj so pa te ingoti, jaz sem to slikal razstavo, ki je bila v Ljubljanskem muzeju, ali v Lanskem, da Prelanskem, to je bila neka arheologinja slovenskega, italijanskega pokolenja, LGHI-SSA. Ja, Legiša. Ne. No, to so slike glede kolesa in kaj Antoni pravi. Antoni to pripasuje izumom baltoslovanskim narodom, ne, in pravi, ne, da so baltoslovanski narodi edini, ki imajo vse izraze za kolo, za os in za oje. Ne. In za oje navaja prav slovenščino, ne. Podučno. Ne. Čeprav, recimo, arheologi in tudi genetiki niso preveč srečni z lingvisti, pravijo, lingvisti preveč, bi rekel, prosto pesniško ustvarjajo, bi rekel, sledijo ali pa poskušajo razlagati spremembe v kulturi in jih enačijo z socialnimi spremembami. Ne. Zdaj pa poglejmo, kaj je ECI. Ne. ECI je seveda edina oporna točka, ki jo imamo, ampak
On je iz Alp. Vemo, da je bil živinorejec, ker je bil oblečen v kože. Genetika pove, da je bil pastir, 5000 let je bila obdobja, upo kravjo, ovče kozje usne, bronasta sekira, neolitska genska skupina, ki je danes redka. Po materi je bil pa skupina AF, ki danes sploh ni več. Netoleranten na laktozo, krvna skupina 0. Mi imamo dve genetik sločini, G2A in dinarsko skupino G2A. In te so obe prisotne v kulturi Langer, Starčev, Karius Križ in Kardial. Ni pa G, tle je razlika. Ecija ne moramo soditi, da bi stopil gensko v sorodstveno zvezo z Slovenci. To sem že ponovil in ne bom ponovil, da imamo mi predvsej tako stepske kot dinarske skupine, ki je staroevropska. Torej, pomanjkanje arheologije, zdaj gremo k koncu, kaj sledi iz tega. Pomanjkanje arheoloških genetskih podatkov nam onemogoča, da bi dognali, ali drži teorija paleolitske kontinuitete ali neka nova ali dopolnjena anatolsko-stepska iranska teorija. Rabimo podatke širšega področja, da obeh straneh Alp, Panonske nižine in dinarsko-jelskega prostora. Da bi lahko rešili obe uganki. Da bi rešili uganko Slovencev, ostalin slovenskega življa v Alpah ali pa indoevropskega pradomovine. Da se pa na grobo oceniti časovno obdobje. Kdaj je prišlo do prve poselitve Alp in dela vsega Italije s podoslovenskim življem? To je nedvomno po koncu ledene dobe, v času prve naturalizacije, to se pravi, ali je to približno 9000 let pred Kristusom, po teoriji PCT, teoriji kontinuitete, ali koncu bronastne dobe, pred kakimi 4000 leti, vdor stepskih prstjerjev. Vsekakor prevzodori Galo-Keltov. Zdaj pa pridemo tole paleolitska dinarska haploskupina, ki je v času ekspanzije in presokardial močno zastopana povsod, tudi v Alpah, in slovanska haploskupina se pa danes prekrivata v Evropi. In vprašanje je, ali niso staroselci iz I2.1 govorili nek protoslovanski dialekt in irski dialekt. Naši jezikovni podatki, toponomastika Balkana, besede za izločke živinoreja, izoglose, kaže na to, da so Alpe in Balkan poseljevala ista etnija z isto leksiko. Prenos znanja v živinoreji je potekal s procesi kulturne difuzije in delno z demično difuzijo. Zdaj pa je potekal med etnijama, ki so govorila isti jezik. Predvsej bi nam pomagale analize genoma stare DNA živali iz roških genajb, normanskih krajcev Krapju, v Alpah in Švice, ki bi lahko osvetlili sorodstvene in s tem migracijske povezave in starost tega. Kajti ali je prišlo z znanjem v poljedelstvu in živinoreje tudi sama živina v Alpe, ali pa so jo imeli že prej, ali je kako drugače prišla. To je zanimivo vprašanje. No, tukaj je pa tisto, kar je impresokardial kultura in kje so naša najdišča na Krasu. Jaz mislim, da sem prišel do konca, jaz upam, da se nisem preveč zaspali, niste, upam, da niste zaspali. Nismo odgovorili na kakšna posebna vprašanja. Bolj smo odprli neka nova vprašanja, nove ideje, vemo pa nekaj več o kompleksnosti tega problema, vemo več o pomenu, da obstoji ta slovenski substrat, da obstoji substrat krajevnih imen daleč iz Evrope, na jugu Balkana. Rabimo pa seveda en kompleksen pristop tistih, ki se spoznajo na genetiko, ki so doma. Jaz nisem študiral genetike, komaj vem, razumem njihovo izrazoslovje. Ne znam nič o indoevropski lingvistiki, kot pove Luka Repanšek, ki ga občudujemo, lahko malo vem o arheologiji kot profesor Vlušček ali pa Budja, Turki. Prosim, to je stvar akademske sfere, da se posveti tem tipično evropskim vprašanjem. Ni stvar slovenske emancipacije, tle je stvar evropske emancipacije
in evropskega raziskovalnega duha, da pojasni, da Švicarji naj pojasnijo, Avstrijci, Francozi, odkot je slovenski substrat, kako je prišel. Naj Štih pojasni to, naj Vodopivc pojasni to, Luka Gabrijelčič, Lisjak, naj te pojasnijo, Oto Lutar naj pojasni. Naj se te ukvarjajo s tem, ali bojo pa tih, ali pa to prepustijo drugim, saj naj se omaknejo in ne žalijo ljudi, ki to raziskujejo. Hvala lepa za poslušanje.